nekako si domišljam, da smo mi, ki smo preko Zooma, vsi spet na položajih. Smo, a ne? Bravo. Zdaj si pa seveda lahko predstavljate naše goste tukaj, ki v avli Andragoškega centra jedo rogljičke, pijejo kavico in se seveda pogovarjajo o zanimivih vsebinah, o katerih smo slišali v prvem delu. Kljub temu mi gremo kar skokoma v drugi del današnjega dogodka, ki nosi naslov Krepimo svojo medijsko kondicijo. S klicajem na koncu, kot smo danes slišali, je treba kar veliko narediti za to, da smo v kondiciji, da znamo prepoznavati prave vire, prave informacije, da se izogibamo dezinformacijam in podobno, in teh izzivov je kar veliko. Vsem plemenitim prizadevanjem številnih novinarjev navkljub. Tako, jaz predlagam, da gremo kar k prvemu prispevku, to je gospod Martin Bajželj iz Statističnega urada Republike Slovenije. Pozdravljeni. Mi na Andragoškem centru, prav naša enota, imamo kar veliko opravka s podatki. In ponavadi so statistični podatki suhoparni, kar je tudi tukaj napisano v vašem naslovu, so pa nujno zlo, če hočeš neko problematiko razumeti v globino, ampak prav prodor smo doživeli, ko smo opazili vaše infografike, te so prve pritegnile našo pozornost, ampak tukaj je v ozadju in v ospredju še veliko, veliko več in o tem nam boste danes spregovorili. Dobrodošli in beseda je vaša, izvolite. Ja, hvala lepa. Tudi vam vsem lep pozdrav, vidim, da vas je kar veliko in upam, da ste zdaj že v prvem delu tudi prepoznali SURS kot zaupanja vreden vir informacij. Saj, kar se tiče novinarjev, nam večkrat sporočajo, da kar se tiče naših podatkov, nam zares zaupajo. Jaz sem danes za vas pripravil eno predstavitev o tem, na kakšen način mi komuniciramo in pač kakšno spremembo smo mi pravzaprav naredili danes v naši komunikaciji v primerjavi z na primer pred 10 leti, ko se je vsaj z našega vidika komuniciralo čisto drugače kot danes. Pa bom kar delil svoj ekran. Tako. Ja, to se pravi, od suhoparne statistike do privlačnega sporočila. Zdaj, Statistični urad Republike Slovenije že po samem imenu se nekako sliši, da je to ena blazno resna inštitucija. In tudi res je tako. Jaz sem že 13 let zaposlen na Statističnem uradu. Ko sem se zaposlil tukaj, nisem vedel, kaj naj pričakujem, ampak sčasoma, ko sem se pogovarjal z različnimi sodelavci, sem ugotovil, da imamo mi pravzaprav marsikaj zelo zanimivega za povedati, ampak samo, da mogoče mi tega ne znamo zmeraj povedati na ta prav način. Ali da bi radi povedali preveč, največkrat je to problem, preveč podrobno, s preveč dodatnimi pojasnili, da se pravzaprav zgubi tisto ključno sporočilo. Zdaj, v zadnjih letih pa delamo predvsem na tem, da se približamo tudi širši javnosti, to se pravi, da objavljamo na način, ki je mogoče ni tako zelo strokoven, da se statistiko oziroma z našimi podatki spoznajo tudi tisti ljudje, ki jih pravzaprav ne potrebujejo pri svojem delu. Se pravi, imamo neko strokovno javnost, ki statistične podatke neposredno uporablja, ampak kar se pa tiče zanimivosti, te pa upam, da jih uspešno približujemo tudi vsem ostalim. Zdaj, ja, tale graf, ali je statistika dolgočasna? Velika večina ljudi pravijo da, vsi ostali pa tudi pravijo da. Tako da, dajmo zdaj ta stereotip mi malo ovršiti. Ena od takih pomembnih stvari pri nas je to, da pri tej količini podatkov, ki jih imamo, se praktično lahko navežemo na karkoli. In seveda podatke, tako kot vsa druga sporočila in kot je danes seveda zelo popularno, je, da se vse predstavlja v obliki neke zgodbe. Tako da zdaj za začetek samo primer ene take zgodbe, ki se jo lahko naredi iz parih statističnih podatkov. Danes je 19. september, podatek današnjega dneva je 6152. Zdaj, da ne zavlačujem, vas ne bom spraševal, kaj ne bi ta podatek pomenil. To je število prebivalcev Slovenije, ki na današnji dan praznujejo rojstni dan. In zdaj, kot vidite, en podatek, ki pravzaprav sam po sebi vam popolnoma nič ne pove. Ne vemo, ali je to veliko, ali je malo, ali je povprečno, ali kakorkoli. In ena od pomembnih stvari pri vsem tem je, da imamo mi
nek kontekst, se pravi nekaj, s čimer bomo lahko primerjali. Zdaj, če pogledamo v primerjavi s povprečjem, vidimo, da je današnji dan kar malo nad povprečjem, kar se tiče števila rojstnih dni. Seveda, še bolj zanimivi so pa razni ekstremi, ki se jih pa tudi zmeraj splača poiskati. In zdaj, eden je zelo pričakovan, to je 29. februar, takrat ima najmanj prebivalcev Slovenije rojstni dan. To so tako imenovani smolčki, se pravi tisti, ki imajo rojstni dan samo na vsake 4 leta. Na drugi strani, drugi ekstrem, je pa 1. januar. To je pa dan, ko ima pa največ prebivalcev Slovenije rojstni dan in to daleč največ, skoraj 7800. Zdaj, kaj bi bil lahko razlog za to? In razlog za ta pojav tiči v preteklosti. Ker včasih, ko je še veliko žensk rojevalo doma in ne v porodnišnici, so za tiste otroke, predvsem za fante, ki so se rodili na zadnje dni iztekajočega se leta, potem prijavili rojstvo na 1. dan novega leta. To pa zato, da so jih formalno pomladili in so šli lahko 1 leto kasneje v šolo, pa fantje seveda potem tudi 1 leto kasneje v vojsko. No, še 4. podatek, ki nekako zaokroži tole statistično zgodbo. Imamo pa še en izstopajoč podatek, in sicer 1. oktober in pa tudi zadnji dnevi septembra. Precej izstopajo po številu rojstnih dni. In zdaj, če to mi malo preračunamo, je to točno 9 mesecev po božično-novoletnih praznikih, ko so ljudje doma in so noči dolge in hladne, in tako lahko iz teh podatkov sklepamo, kaj ljudje počnejo ob koncu leta. Tako da, kot vidite, že to je en primer, kako se da iz parih preprostih podatkov narediti eno tako zgodbico, ki pa poleg vsega je tudi povsem resnična. Zdaj, seveda, previdnost pri tem pa mora biti, da znamo primerjati prave stvari med sabo. Se pravi, da ne mešamo jabolk in hrušk. Ker če to storimo, če ne poznamo dovolj dobro tistega, kar komuniciramo, lahko hitro pride do kakšne zmede oziroma do kakšnih napačnih zaključkov. To, na primer, tudi mi opažamo, kdaj tudi pri kakšnih medijih, da so kakšno stvar napačno interpretirali. In, na primer, to sem dal en tak primer, kjer prav zbirajo take zadeve, ki na prvi pogled delujejo povezano, ampak če malo pogledamo vsebino, je pa nemogoče, da so povezani pojavi med seboj. Zdaj, če sta dva pojava tako zelo povezana, kot sta ta dva, mi rečemo, da je to visoka korelacija. In zdaj tukaj vidimo, da ta graf pravzaprav prikazuje zelo visoko korelacijo med tem, koliko sira pojemo, pa med tem, koliko možno je, da bomo umrli zaradi tega, ker se bomo zadušili s svojimi posteljnimi rjuhami. To pomeni, da ni povsod, kjer je korelacija, še ne pomeni, da to dejansko nekaj pomeni. Hočem samo reči, da treba je poznati vsebino, ki jo komuniciramo. Seveda, moramo zelo, zelo dobro poznati, da jo potem lahko tudi na pravilen način poenostavimo. In pa še ena od vrednot pri našem delu, mi imamo sicer celoten kodeks vrednot, ampak ta se mi zdi pomembna tako pri samem našem delu, kot pa tudi pri komuniciranju na splošno, je pa transparentnost. In sicer mi smo zelo transparentni glede metod, ki jih uporabljamo za izračun naših podatkov, glede tega, kako kakovosten kakšen podatek sploh je, in pa tudi glede napak, ki jih storimo. Vsak, ki dela, greši, in tudi mi se kdaj zmotimo, ampak to nekako potem transparentno obrazložimo in sporočimo vsem našim uporabnikom. In to so 3 stvari, oziroma pravzaprav ena stvar, ta transparentnost delovanja, ki zelo krepi na koncu potem tudi zaupanje v tisto, kar mi sporočamo. Zdaj pa bi šel kar na konkretne primere, ki pravzaprav predstavljajo to, kar je naslov moje predstavitve, se pravi, kako od suhoparne statistike do nekih zanimivih in zabavnih sporočil. Naš glavni kanal je že nekaj časa, oziroma so že nekaj časa družbena omrežja oziroma družbeni mediji. In to, kar mi objavljamo na družbenih medijih, je vir podatkov ne samo za splošno javnost, ampak tudi zelo velikokrat za novinarje, pa tudi za odločevalce, tudi za akademsko sfero. Pravzaprav naši sledilci so zelo raznoliki in vsem so te objave nekako všeč, ker če ne drugega, so vsaj nek navdih
glede tega, kaj vse se s podatki da narediti in pa mogoče zbudimo neko zanimanje, da pa gre potem ta oseba, ki to vidi, še malo dodatno naprej brskati po naših podatkih. Zdaj, kot vidite tukaj iz tega slajda, mi smo prisotni na 4 platformah, se pravi na Twitterju oziroma zdajšnjem X-u smo najdlje, potem pa smo dodajali postopoma še Facebook, Instagram in pa LinkedIn, ki je pa trenutno najnovejši. In že kar lep čas nazaj smo ugotovili, da tisto, kar nam najbolj pomaga, da pridejo naši podatki v središče pozornosti, je to, da se znamo navezati na neko aktualno dogajanje. Na nekaj, kar je že tam zunaj, ali pa okrog česar že poteka neka evforija in se potem to navezati povsem iz našega vidika. Se pravi, z našimi podatki, z našim stilom in povsem na naš način. In družbena omrežja so pravzaprav tudi zaradi tega pomembna, ker nimajo posrednikov. To je direktna komunikacija z našimi sledilci. Ni vmes še nekega medija, neke interpretacije ali pa česarkoli takega, ampak direktna povezava z našimi uporabniki oziroma z uporabniki podatkov. No, in zdaj najprej bi izpostavil tale naš prelomen tweet iz leta 2017. Takrat recimo, da je bil pa res tak prelomen trenutek, ko smo pa videli, da mogoče pa res lahko komuniciramo drugače in ne več tako uradniško, kot je to veljalo včasih. In to je pravzaprav stvar, ki se je zgodila na pol na hodniku nekje, ali pa vmes na poti med hodnikom in pisarno, ko smo malo spremljali ta Eurobasket 2017 in je bila huda evforija in smo se spraševali, kaj bi mi lahko povedali na to temo, kako bi se mi na to povezali. In potem po tekmi s Španci smo tole napisali na Twitter, da smo letos v Španijo izvozili že 41 ton banan, ampak da tistih, ki smo jih pa na tekmi podelili Špancem, pa še nismo prešteli. In to je bilo ljudem blazno všeč. Verjetno je tukaj tudi velik element presenečenja, ker nihče si ni mislil, da se pa lahko statistični urad poheca, oziroma da se celo malo, kot se reče, da smo malo potrolali tele boge Špance, ki so že tako ali tako izgubili. No, in to je bil nekako tisti signal, da tudi tak način je zelo sprejemljiv oziroma celo zaželen pri uporabnikih družbenih medijev. Oni nočejo slišati nekih blaznih uradniških razlag, nekih podrobnih stvari, ampak nekaj tazga, kar res pritegne. In tega smo se potem tudi naprej kar zelo uspešno držali. Tako smo potem pravzaprav prestrukturirali določene naše objave, ki jih objavljamo na spletni strani. Tukaj je en tak primer. Pa to je recimo taka ena res manj kompliciranih naših objav. In sicer gre za prebivalstvo po naseljih. Ni tega treba brati, ampak kot vidite, veliko številk v veliko stavkih, skratka poplava podatkov. In iz tega mi potem oblikujemo neko tako sporočilo, ki pa je priljubljeno pri širši javnosti. Iz tega mi naredimo podatek, da je v Sloveniji 17 posameznikov, ki se jim ni treba ozirati na sosede in lahko travo brez skrbi kosijo samo v spodnjicah. To pa zato, ker živijo v tistih naseljih, v tistih 17 naseljih, ki imajo po samo enega prebivalca. To se pravi spet neka povezava podatkov in neke take humorne situacije. Vedno je naš način tak, nikoli ne manipuliramo s podatki. Mi samo naredimo okoliščine, v katerih podatek izpade še posebej zanimivo ali pa zabavno. Podatek pa pustimo tak, kot mora biti seveda. No, to je pa en tak zelo uspešen način, kako smo se spet navezali na eno evforijo, ki je potekala okrog olimpijskih iger na Japonskem, ko je Janja Garnbret osvojila zlato medaljo. In spet, kaj statistični urad lahko pove glede olimpijskih iger? Ja, praktično nič. Lahko bi napisali samo čestitamo Janja, mi smo s tabo in tako naprej, ampak to ni to. Treba je spet izhajati iz sebe in to, kar smo mi, kar je naš karakter, so ti podatki. Tako da smo malo pobrskali in smo zapisali tole, da imamo v Sloveniji skoraj 26 000 koz, ne vemo pa, če je med temi pomotoma šteta tudi kakšna gorska. Smo pa prepričani, da se prav nobena v steni ne znajde tako dobro kot naša zlata Janja Garnbret,
ki si brez dvoma zasluži naziv GOAT, se pravi Greatest of All Time. In spet izkoristili smo trenutek in ustvarjali eno tako zelo enostavno, ampak hkrati zelo uspešno objavo. Zdaj, tako kot sem omenil, navezujemo se na praktično vse. Vsak dan je dan nečesa, imamo blazno bizarne dneve, kot sta na primer tukaj dva primera, dan za objed svojega šefa, pa dan plešcev, ampak tudi tukaj z malo domišljije se da najti nekakšen način, kako se lahko navezati na to. Pa še ena taka zadeva, ki jo že kar tradicionalno objavljamo, obstaja tudi dan brisače, ki je v eni taki mogoče malo manjši skupnosti zelo pomemben dan. Gre pa za praznovanje, oziroma ne za praznovanje, mislim, da obletnico smrti Douglasa Adamsa, avtorja Štoparskega vodnika po galaksiji. In po njem so to poimenovali dan brisače. In mi to vsako leto objavimo, nekako imamo že kar pritisk naših sledilcev, kaj se bomo spet spomnili, ampak mi, recimo v tem primeru, smo objavili ceno brisače in pa še nekaj drugega spremnega teksta. Zdaj, omenil sem že, družbeni mediji, nekako se to ves čas poudarja, pa še vseeno zaznavamo, da marsikdo potem tega v praksi zares ne zna na prav način uporabljati družbenih medijev. Družbeni mediji so platforme za komunikacijo. To se pravi ne samo za objavljanje, ampak mi moramo biti pripravljeni se z našimi sledilci, uporabniki tudi pogovarjati. In mi smo se pripravljeni pogovarjati in odgovarjati na razna resna in pa tudi malo manj resna vprašanja, kot je na primer tukaj primer. Tukaj nas je malo izzval en precej znan Twitteraš, ki je vprašal, kolikokrat se v povprečju bruhne, preden prideš iz Logatca do Idrije. In mi smo mu pač odpisali na tak način, da smo najprej en podatek, ki seveda ni uradni statistični podatek, ampak potem pa smo še napisali, da če se na poti peljete čez Bruhanjo vas ali pa se pišete Bruher, se statistična verjetnost seveda poveča. Zraven smo pa dali povezavo do teh podatkov, ki jih dejansko potem lahko najdete pri nas. Se pravi, o tem, koliko prebivalcev se piše Bruher, ali pa da obstaja tudi naselje Bruhanja vas in pa seveda vse podatke, ki jih v tej vasi tudi najdete. Pa pomembno je to, da čeprav veljamo kot zelo resna inštitucija in tudi smo zelo resna inštitucija, vseeno so pa priložnosti, ob katerih pa ni nujno, da se preveč resno jemljemo in se tudi kdaj sami iz sebe malo pohecamo. Tako da tudi za Evropski dan statistike smo objavili eno tako zelo lahkotno objavo. Pa tudi skušamo biti čim bolj inovativni, ko iščemo kakšne novozaposlene. In tukaj je primer enega takega zelo uspešnega razpisa, ki smo ga imeli za lektorja, ko smo ga iskali. Kot vidite, stvar je dobila 500 lajkov, kar za slovenski prostor res ni slabo. In pravzaprav jaz mislim, da bolj jasno kot v tem besedilu ne more biti, da res rabimo lektorja. Tako da, skratka, dva poudarka za zdaj, zgodba in pa kontekst. Pravi, postavljati se v nek kontekst oziroma se navezovati na aktualne dogodke. Za nas je zelo pomembno, da spremljamo naše dejavnosti na družbenih omrežjih, pa tudi drugje. To se pravi, ves čas merimo, spremljamo analitiko, kaj na kateri platformi deluje in kaj ne. In potem te vsebine tudi prilagajamo glede na platformo, oziroma glede na sledilce, ki jih imamo na tisti platformi. In ne moremo na vseh objavljati isto. Zdaj, če zelo na hitro letim čez vse 4, se pravi, pri nas recimo na Twitterju najboljša stvar, oziroma stvar, ki je najbolj uspešna, je humor. Potem na Facebooku so to kakšni pogledi v preteklost, zaradi tega, ker imamo tam malo starejše sledilce.
Potem na Instagramu morajo biti lepe grafike, na LinkedInu pa kakšne take vsebine o delu na SURS-u oziroma o delovnem vzdušju na SURS-u, neka povezanost med sodelavci in take zadeve. Tako da za vsako platformo mi posebej spremljamo, kaj je tisto, kar je pač uspešno. In potem eksperimentiramo. Počasi, pač to bi res poudaril, to je bil in je še vedno tek na dolge proge. Jaz mislim, da če bi iz včeraj na danes začeli takele objave dajati gor, da bi nas verjetno kdo vprašal po našem zdravju, ampak počasi smo pa razvili ta svoj stil, ki so ga tudi naši sledilci sprejeli in ga pravzaprav od nas tudi pričakujejo. In pa tole, kar je pravzaprav najbolj pomembno za nas in kar tudi dokazuje, da je ta naša smer prava. Mi vsako leto izvajamo tudi anketo o zadovoljstvu naših uporabnikov in noter so tudi 3 vprašanja, ki so nam zelo pomembna. In zdaj tukaj je primerjava ocen pri teh vprašanjih med letom 2010 pa 2022. Ker recimo eden od večjih strahov, ki so bili prisotni, predvsem znotraj SURS-a, je bilo to, če bomo mi komunicirali na ta način, a nas bodo resno jemali, a nam bodo sploh še verjeli, ali bodo resno jemali naše podatke in naše delo, ali se bodo pojavili kakšni dvomi in tako naprej. Ampak kot se vidi iz teh ocen, ne samo, da nam tak način komunikacije ni škodoval, ampak se je celo zaupanje v našo inštitucijo še povečal. In to so res ocene, ki si jih lahko samo želimo in tudi upamo, da jih bomo uspeli zadržati še tudi v prihodnje. Ja, na koncu pa 2 citata, ki mislim, da se zelo prilegata k našemu delu in pa tudi komunikaciji na splošno, sploh če imamo kakšne bolj kompleksne vsebine. In sicer, če stvari ne znamo enostavno razložiti, potem jo preprosto ne razumemo dovolj dobro in pa hkrati vse mora biti poenostavljeno do največje možne mere, ne pa še bolj. To pomeni, ja, poenostavljamo, ampak samo do te mere, da s tem ne zavajamo, da ne popačimo pomena kakšnega podatka ali pa našega sporočila. Zdaj, to je, kar sem imel na prosojnicah. Mogoče, če imam minutko, samo še čisto na hitro glede naše zasedbe, glede naše ekipe in našega dela. Zdaj, mi imamo eno osebo, ki recimo, da je full time zadolžena za delo na družbenih medijih. Ta oseba potem tudi pripravlja tedenske načrte naših objav in vsak teden potem pošlje širši skupini, ki jo pa poleg nje sestavljamo še 4 osebe in natančno pregledamo celoten načrt objav. Da pregledamo, če vsi podatki štimajo, če je kakšno sporočilo sporno, če je za koga mogoče žaljivo, pa če res maksimalna previdnost pri tem. In potem, ko ta plan odobrimo, gre pa na koncu še v lekturo, spravi vse objave, ki so na naših družbenih omrežjih, so tudi lektorirana in pa imamo tudi oblikovalca, ki nam pomaga pri teh zadevah. Tako da to je nekako celotna širša ekipa potem. Pač za uspešno prisotnost na družbenih medijih pa danes skoraj morajo biti izpolnjeni vsaj nekateri pogoji, kot so tudi na primer, če si šele gradimo naše občinstvo, to, da kdaj lahko plačamo za promocijo kakšne objave, da imamo dostop do vse analitike, ki jo potrebujemo, da imamo dostop do grafičnih elementov, ki jih potrebujemo za objave in pač take podobne zadeve. Ampak za sam začetek pa praktično ne rabite prav veliko, razen malo drznosti, da si probate komunicirati na drugačen način in potem spremljati, kakšni bodo odzivi na to. Mislim, da sem ravno pravi čas. Tako da, hvala za vašo pozornost, zdaj pa seveda, če so kakšna vprašanja, z veseljem odgovorim nanje. Hvala lepa za vaš prispevek. Izredno vesela sem, da ste našli lektorja, ker tisto je bilo res zaskrbljujoče. In fino, da ste povedali, kakšna ekipa je.
Pri vas vi vodite sektor za objavljanje in komuniciranje, a ne? Sama pa vodim promocijsko in informacijsko središče tukaj na Andragoškem centru. In vem, kako zelo pomembno je, da imaš zaupanje vodstva in tudi seveda svojih kolegov, ker pač predstavljamo vsebine, ki so resne, strokovne, kjer je potrebno izreči veliko besed, analizirati veliko podatkov na en tak način, ki je na začetku morda res videti prelahkoten, ampak edino tako dosegamo publiko in vzbujamo tisto primarno radovednost, ki je pa potrebna za to, o čemer smo v prejšnjem delu govorili, da se nekdo poglobi, da poišče verodostojne vire, da poišče resnico, če temu rečemo takole. Tukaj v klepetu se je pojavila ena definicija, da, kje je zdaj Nežka je napisala, kaj je to suhoparna statistika, obdelava netočnih podatkov na točen način, nekako takole je bilo. A ste imeli kaj težav tam na začetku prepričati vodstvo? Mi imamo podporo vodstva in se ob tem tudi zahvaljujem za to podporo vodstva in naših strokovnih sodelavcev. Se pravi, vodstvo je pomembno, pa vsi tisti, ki tam pri vas SPSS vrtijo ali pa ki grejo na teren, pa ankete izvajajo. Njim, ki delajo mukotrpno delo, se včasih morda vendarle zazdi, da je mogoče malce prelahkotno. Kaj menite? Ja, zdaj podpora vodstva je res zelo pomembna in to mi zdaj tudi imamo, pa imamo to avtonomijo, a ne, se pravi, da mi teh stvari ne preverjamo pri vodstvu. Pač to je odgovornost našega sektorja in mi delamo ta izbor in pač tudi komuniciramo samostojno z njimi. Zdaj na začetku, če sem čisto iskren, mi smo s tem na Twitterju že zelo zgodaj začeli. In pravzaprav takrat še sploh ni bilo toliko tega zavedanja, kaj družbeni mediji pomenijo. Mi smo pa kar začeli malo eksperimentirati. In preden je to prišlo na radar našega takratnega vodstva, smo mi imeli že neke rezultate za pokazati, s čimer je bilo lažje tudi prepričati vodstvo, a ne? Ampak ja, od takrat pa seveda imamo to podporo in tudi, mislim, res na tak način se veliko lažje potem dela. Ja, zdaj, kar se pa tiče, mi smo seveda na koncu te cele naše verige, ki mi rečemo statistični proces, se pravi od zbiranja do obdelave podatkov in na koncu objave, in to je samo res en delček. In če cela veriga prej ne štima, potem tudi mi ne bi mogli delati tako, kot delamo. Zdaj, ti strahovi so bili prisotni, mogoče so v kakšni manjši meri še zmeraj pri kom, ampak pri veliki večini pa mislim, da smo uspeli razložiti, zakaj delamo na tak način, kot delamo. In mislim, da je bilo to tudi sprejet, ker sej verjetno to ni samo pri nas, ampak ko pa dobiš še neke signale od zunaj, pa tudi iz strokovne javnosti, da je to res pač kakovostno delo, da dobiš neka priznanja za to delo, potem je tudi lažje prepričati notranjo javnost. In recimo tudi naš direktor, ki gre na kakšne te vladne posvete in kaj takega, je to zelo velikokrat kakšna tema za kakšen small talk. Tako da ga tudi poznajo tudi ljudje na položajih, to našo komunikacijo. Poleg tega smo pa, se lahko pohvalim, lansko leto prejeli nagrado Slovenskega društva za odnose z javnostmi prav za to našo komunikacijo na družbenih medijih. In pač s takimi stvarmi čez neko daljše obdobje se potem da tudi prepričati še vse ostale. Super. Maja piše, da uporablja vaše informacije, način, na katerega komunicirate pri pripravi svojih delavnic in vam tudi čestita, čestitke pa tudi v imenu vseh tukaj prisotnih, pa vseh na Zoomu, za ves ta pogum, za eno smelo in s humorjem opremljeno delo, ki ga opravljate in kar tako naprej, mi vas radi gledamo, beremo in uporabljamo. Hvala lepa. Hvala vam za vabilo. Srečno. Tako, zdaj pa je z nami dr. Sandra Bašič Hrvatin,
dobrodošla. Verjetno bomo zdaj na malce drugačen način naslovili temo medijske pismenosti, bolj akademski način, ampak verjamem, da ga boste tudi vi začinili s humorjem, življenjskimi izkušnjami, pa seveda študijskimi ravno tako. Vi nekako trdite, tako je razbrati iz naslova, da smo malce medijsko nepismena družba, kar smo ugotavljali danes že ves dan, da je čas osvobajanja ali pa pridobivanja medijskih spretnosti, ki nam manjkajo. Izvolite, dr. Sandra. Najlepša hvala za vabilo. Jaz bi mogoče samo na začetku par stvari. Bilo mi je zelo zanimivo poslušati gospoda iz SURS-a, zaradi tega, ker ni problem s tem, da bi bila statistika dolgočasna. Problem je s tem, na kakšen način ljudje razumejo podatke, do katerih pristopajo in v kolikšni meri se sploh skozi svoje izobraževanje naučijo te podatke razumeti. Zato recimo jaz ne bom govorila o nobeni medijski spretnosti, zaradi tega, ker to, o čem govorim, je medijska pismenost in za človeka, ki je pismen, ne kažemo, da je spretan s črkami, ampak je to celoten proces, s katerim v bistvu nekdo pridobi določeno znanje, na osnovi katerega lahko živi v tej družbi, v kateri smo. Zdaj za začetek bi vam dala, da nekako razmislite oziroma da si poskušate vizualizirati, ker to je tisto, kar jaz običajno študentom povem. Vsi gremo v knjižnico in knjižnica je narejena kot nek prostor, v katerem so knjige oziroma še druga gradiva, ampak ima neko strukturo. Skratka, ti stopiš v knjižnico, v knjižnici imaš posamezne oddelke, ki so tudi prilagojeni glede na gradivo, glede na starost in tako naprej. Imaš tudi katalogizacijo, imaš avtorje in avtorice po abecedi in tako naprej. Skratka, imaš nek zemljevid, po katerem se lahko po knjižnici sprehajaš in iščeš in dobiš tisto, kar potrebuješ. Pa seveda še zraven imaš knjižničarje, knjižničarke, ki ti lahko svetujejo, pomagajo in tako naprej. Zdaj pa predstavljajte si drugo sliko, da obstaja ena knjižnica, v kateri ni nadstropij, ni polic, ni katalogizacij, ni ničesar. Knjige so nametane na ene kupe in ko stopite v ta prostor, v bistvu na vhodu vas nekdo počaka in reče, če želiš, da ti pomagamo, plačaj toliko in toliko, oziroma če nočeš plačati, pusti vse svoje podatke, ki jih bomo mi prodali naprej oglaševalcem in na tak način zaslužili, da delamo to, kar recimo v tistem starem delu delajo kot javno službo. Natančno na tak način deluje internet. Tisto, kar na internetu ni nekega kuratorskega sistema, ni nekega zemljevida, navodil in tako naprej. Informacije, ki jih pridobivamo, so narejene tako, da sledijo vašim preteklim iskanjem po spletu in da vas vse bolj zapirajo v nekakšne mehurčke, v katerim v bistvu vi iščete tisto, kar že praktično veste. Skratka, radikalizirate se na ta način, da se zapirate znotraj mehurčkov, v kateri pridobivate informacije, ki so zelo podobne vašim mnenjem in stališčem, oziroma da komunicirate z ljudmi, ki mislijo približno isto, če ne že enako, kot mislite vi. Zdaj, prvo vprašanje je skratka, kaj je ta medijska pismenost. In če želimo v bistvu o nečem govoriti, moramo v bistvu začeti na začetku, moramo vedeti, o čem govorimo. In če jaz pogledam za nazaj, oziroma če pogledam literaturo z tega področja, bomo pod pojmom medijske pismenosti kot sopomenke najdli vse možno. To je v bistvu nekakšno prazno mesto, v katerem vsak govorec ali pa govorka ali pa neka javna politika v bistvu umesti to, s čim se trenutno ukvarja ali pa kaj misli, da bi bila medijska pismenost. To je recimo medijska vzgoja, to je digitalna pismenost, medijsko-informacijska pismenost, podatkovna pismenost ali pa kakšna konkretna praksa, na osnovi kateri se ljudje naučijo, da lahko razločujejo med informacijsko vrednimi podatki in tistimi, ki to niso.
Medijsko pismenost pa jaz razumem v bistvu kot en dolgotrajen proces, skratka kot glagol, opismenjevanje, ki traja zadosti časa, da se ljudje naučijo kritično razmišljati o tem, na kakšen način deluje medijska industrija. Tako, medijsko pismen je človek tisti, ki razume, zakaj je določena novica objavljena, določena ne, zakaj je določen kontekst izbran, določen pa ne, in zakaj samo določeni govorci nastopajo v javnem prostoru, drugi pa ne. Glede te uporabe pojmov pa mogoče najbolj, kar me moti, je ta povsem lahkotna uporaba pojma oziroma izrazov lažna novica, kar je nonsens. Novica je po svoji naravi nekaj, kar se je zgodilo. Skratka, novica ali je ali pa ni, ne more pa biti lažna. In v bistvu v ozadju za lažnimi novicami so laži in laži kot take ne bi smele biti predmet javne komunikacije oziroma bi morale biti sankcionirane. Slovenija je bila ena med prvimi državami, ki je začela v bistvu te programe, takrat še medijske vzgoje, tam nekje v začetku 90-ih let. Na koncu pa se je izkazalo, da ta nekakšen začetni zagon je v bistvu postal ali pa se zreduciral samo na to, da je bil odvisen od tega, če so obstajali učitelji ali pa posamezniki in posameznice ali pa recimo nevladne organizacije ali pa kot je recimo Sonja Merljak-Zdovc, ki dela neverjetno zanimivo, v bistvu približa medijsko produkcijo in medijsko razumevanje sveta otrokom in mladostnikom na njim razumljiv način, ne infantilizira jim, ampak jim poskuša te zadeve razložiti. In da v teh 30 letih država, ki bi po nekih veljavnih medijskih direktivah, ki veljajo na ravni Evropske unije, bi morala v bistvu narediti en zelo sistematičen poskus oziroma proces, kako naj bi to medijsko opismenjevanje potekalo. Skratka, če to primerjamo s klasičnim opismenjevanjem, v katerem vemo, kdo je pismen, kdo je nepismen, ali pa kdo je polpismen, ali pa funkcionalno nepismen, pri medijski pismenosti je v bistvu zadeva zvedena na to, da ljudje dobivajo določene veščine, spretnosti, ki jih usvojijo na bolj ali manj pozitiven način. V osnovi pa glavni krivec za to, da smo medijsko nepismena družba, pa so mediji sami. Skratka, jaz nisem našla niti enega dokumenta, ki bi na nek način v bistvu zahteval tudi od medijske industrije, medijev, novinarjev in tako naprej, da tudi oni postanejo medijski pismeni in da tudi oni prevzamejo odgovornost za delo, ki ga opravljajo. V bistvu vsi uradni dokumenti Evropske unije, ki jih je tudi prevzela Slovenija, na nek način v toj medijsko nepismeni, medijsko neodgovorni družbi, v bistvu prelagajo odgovornost za opismenjevanje, medijsko opismenjevanje na vsakega od nas posebej. Skratka, mi smo tisti, ki se moramo opismeniti, mi smo tisti, ki moramo vedeti, kdaj nas mediji manipulirajo, in če pa tega ne vemo, kdo nam je kriv, pač medijska industrija na nek način ekskulpira na te odgovornosti. Še en podatek, ki ga vedno spremljam in ki zame v bistvu kaže, na kakšen način družba počasi drsi v neko otopelo, atomizirano skupino posameznikov, ki zelo težko v bistvu živijo skupaj. In to nima nobene zveze samo mediji, ker mediji niso krivci za vse možne tegobe in nadloge, ki so v naši družbi. Skratka, zadnja raziskava, gospod pred mano je govoril o tem, da je ena od temeljnih vrednot, ki jo statistični urad v bistvu vzgaja med svojimi uporabniki informacij oziroma sledilci na družbenih omrežjih, da je to zaupanje. Nažalost, podatki v bistvu dolgoročno gledano v nekem daljšem časovnem obdobju kažejo, da zaupanje ljudi v vse politične inštitucije dramatično upada. Ne samo to. Upada zaupanje
tudi v to, da ljudje ne zaupajo v demokracijo kot sistemu urejanja odnosov med nami. Zadnja raziskava na globalni ravni, ki sem jo gledala, ima še bolj zaskrbljujoče podatke, ki kaže, da v bistvu populacija mladih ljudi, generacija Z, da je pri njih v bistvu nezaupanje demokracijo tolikšno, da v bistvu vidijo prihodnost naših družb v tem, v nekem avtokratskem, diktatorskem režimu, v katerem bo neka oseba prevzela odgovornost za to, da uredi stvari. In če zdaj pogledam podatke, zadnje podatke, kar jih je objavila družba Valicon, podatke Ogledalo Slovenije, podatki so za pomlad leta 2023, skratka za to leto, vidimo to, da v bistvu vse politične institucije, vse institucije pomembne v družbi, zaupanje dramatično upada in spadajo dol proti dnu te lestvice, na kateri so institucije, ki jim ne zaupajo. Čisto na dnu, ampak res na dnu, s trendom, da se iz vsakega polletja zadeva še bolj sprevrže v nezaupanje, so objave na družbenih omrežjih. In tukaj imamo en paradoks, ki je seveda potrebno ga znati razložiti, in to je, na eni strani, če delaš raziskavo in sprašuješ ljudi, kje največkrat pridobijo informacije o posameznih dogodkih in tako naprej, ti bo večina odgovorila na družbenih omrežjih. Kar je zelo problematično, ker na družbenih omrežjih so objavljene objave nas samih, oziroma tudi povezave na določene članke, tekste in tako naprej. Skratka, na eni strani narašča število tistih, ki se izogibajo uporabi medijev, na drugi strani pa nezaupanje v objave na družbenih omrežjih je statistično gledano izjemno visoko. Izjemno visoko. In kar je še bolj zanimivo, v bistvu raziskave kažejo, da nastaja počasi spet statistično zelo pomembno, nastaja veliko število odstotkovno ljudi, ki se odločajo za tako imenovano medijsko abstinenco. Skratka, medijski abstinent, če se z njim pogovarjaš, ti bo navadno povedal, da on enostavno ali pa ona enostavno ne prenese vseh teh negativnih zgodb, teh katastrof, škandalov in tako naprej, in da se ljudje enostavno odločijo, da se od medijev popolnoma odklopijo, da ne želijo sprejemati informacije in se pomikajo v svojo lastno zasebno sfero, v nekakšen svoj lasten krog virov informacije in se na ta način popolnoma ločijo od ostalega dela družbe, kar pomeni, da na eni daljši ravni ljudje nimajo več nekih skupnih točk, niso več neka imaginarna skupnost, v kateri vsi skupaj živimo in delimo recimo vse približno podobne definicije realnosti. Zdaj, jaz medijsko pismenost v bistvu vidim kot, zame medijska pismenost temelji na dveh ključnih zadevah. Prva zadeva je ta, da je ena od najpomembnejših stvari, ki jo človek mora razviti, to je kritično mišljenje. Skratka, to je tisto, kar ponuja izobraževalni sistem. In zato je tudi problematično, tudi recimo, kar kaže ta raziskava, da je zaupanje v določene poklice, med katere sodijo tudi učitelje, upada. Upada zaupanje v zdravnike, učitelje, ministre, male podjetnike in tako naprej. In na drugi strani je neka srčnost, človeškost, da stvari, o katerih se uči, da stvari, ki so pomembne za naše skupno življenje, z neko srčnostjo razumeš, razlagaš in si jih pripravljen na nek način vključiti v svoje lastno življenje. Pregledala sem, ko sem se z gospod Zdenko pogovarjali o tem, ker za mano sledijo tudi različni primeri, kako se medijska pismenost obravnava v različnih državah, sem gledala v bistvu, kakšni vse modeli medijske pismenosti obstajajo v različnih evropskih državah. Od tega, da je to posamičen predmet, od tega, da se vključuje v druge predmete, od tega, da je v bistvu medijska pismenost
v bistvu neka oblika pridobivanja veščin, da lahko vsakdo od nas postane sam svoj medij. Skratka, da se vsakdo od nas nauči, kako uporabljati različna orodja, da lahko objavlja informacije in da lahko sam komunicira z ostalim okoljem. Skratka, vse to so nekateri legitimni načini, kako lahko poučujemo medijsko pismenost, jaz pa jo razumem veliko boljše. Jaz jo razumem kot neko kontinuirano izobraževanje, ki mora zajeti v bistvu otroke od vrtca naprej, v katerih se jih ne uči samo to, kako naj postanejo mediji, ne uči se jih na to, da si pridobijo določene veščine. Konec koncev meni se zdi neverjetno, ko ljudje rečejo, da ne vem, njegov 3-letni otrok ali pa vnuk ali pa kdorkoli, v bistvu tako enostavno uporablja telefon, tablico in tako naprej. Seveda enostavno uporablja, zaradi tega, ker je tačna tehnologija v bistvu narejena za otroke. Nove tehnologije v bistvu poskušajo ujeti otroke čim prej, zaradi tega, ker jih želijo oblikovati v potrošniki. In zdaj na koncu, eno vprašanje, ki ga jaz vedno zastavim študentom, da mi povejo, koliko njih uporablja za elektronsko pošto, uporablja Gmail. In bo večina dvignila roko in potem jaz rečem, ok, vsi tisti, ki uporabljate Gmail, mogoče se najde še kakšen, ki ga ne uporablja, ki uporabljate Gmail, preden ste pritisnili tisto tipko, da se strinjate s tem, da boste odprli račun. Koliko od vas je natančno prebralo dokument, v katerem so na 37 strani navedene vse stvari, s katerim se vi na eni strani odpovedujete katerikoli zahtevam v odnosu do teh velikih komunikacijskih platformah v primeru, da bi karkoli šlo narobe, in na drugi strani, katere vse svoje podatke dajete kot tržno blago nekomu, da vas osebno trži kot izdelek v tem komunikacijskem procesu. To je ključnega pomena. In odgovor je običajno ta, da noben ni tega prebral, večina je takoj pritisnila na tisto tipko, ker so rekli, da itak tega ne razumejo, ne vejo, kaj bi s tem počeli in tako naprej. Skratka, dajmo razmisliti o tem, koliko stvarem smo se zaradi tega, ker se ne želimo poglobiti v zadevo, oziroma ker nam ti kuratorji, ki so včasih bili mediji, ne pomagajo, da bi razumeli zelo kompleksno realnost, v kateri živimo, koliko v bistvu se neke svoje osebnih podatkov, osebnosti odrekamo v zameno za to, da bi postali blago in kot taki blago, da bi dobili določene ugodnosti, ki nam jih prinašajo nova omrežja. In zdaj za konec, na tabeli nezaupanja, čisto na koncu, seveda družbena omrežja, objavljena v družbenih omrežjih so zelo nizko, ampak tisto, kar je zaskrbljujoče, da iz leta v leto pada zaupanje v RTV Slovenija kot edini javni medij, ker ga imamo, in v medije nasploh. Skratka, morala bi se celotna medijska industrija, novinarji in mediji vprašati v bistvu, kdaj so prodali to zaupanje ljudi. Kdaj se je zgodilo to, da so oglaševalci postali bolj pomembni, kot so postali bralci. Kdaj se je zgodilo to, da so politiki in bogati postali veliko bolj pomembni, kot so postali bralci. In kdaj se je zgodilo to, da so v bistvu mediji začeli nas, bralce, poslušalce in gledalce, obravnavati kot polpismene ljudi, ki ne razumejo nič, in ker ne razumejo nič, zato jim je potrebno stvari na zelo banalen, brutalno banalen, včasih tudi infantilen način razlagati. Zato, to je vprašanje, na kateri jaz ne najdem odgovora, mogoče tudi zaradi tega, ker
je verjetno v novinarstvu ena stvar, ki primanjkuje, in to je neka samorefleksija. V bistvu v vsakem poklicu je samorefleksija ključnega pomena. Kaj je tisto, kar sem naredil narobe in bi lahko naredil boljše, in kaj je tisto, kar bi bilo potrebno narediti, da se ta odnos zaupanja, ki je ključen, skratka, brez zaupanja mediji ne more obstajati, brez zaupanja ne more obstajati tudi druge institucije v družbi, kdaj se ta odnos porušijo. Zato menim, da je v bistvu zavzemanje za to, da medijska pismenost končno pride na dnevni red, in to na politični dnevni red, ključnega pomena. In bi moral obstajati neki širši konsenz v družbi, da se dogovorimo o tem, kaj potrebujemo, in da potem tudi ta konsenz spoštujemo. Hvala. Bravo. Ja. Ne vem, če slišite ta aplavz, verjetno. Ne. Tukaj ne. Ne. Tukaj je bil kar velik aplavz naših sodelavcev iz regije, ki so prepoznali pomembnost vašega sporočila, torej na zaupanju temelječa medijska pismenost, kjer je vloga kuratorskega sistema izjemnega pomena, s tem ste začeli. Moram priznati, da osebno sem se z vlogo kuratorja srečala pred nekaj leti, ko smo skušali tukaj na Andragoškem centru uveljaviti vlogo nekoga, ki filtrira naše vsebine in jih objavlja potem v družbenih omrežjih, in je bilo kar veliko dvoma, sploh v pomen tega, potem kako to početi, koga vprašati, ali je neka informacija pomembna ali ne. Skratka, pri nas, da je to odlično teče, vsaj tako si mislimo mi, ki smo udeleženi v tem procesu, ampak ko pa to razširimo na družbo kot tako, o čemer ste vi opozorili, je pa res izjemnega pomena, da stopijo skupaj nosilci politike, nosilci različnih strok, predani novinarji, kot je tukaj gospa Sonja, ki je danes z nami, ki delujejo v vlogi medijev, pa so lahko še tako osebno predani, ampak so kljub temu v neki funkciji, kaj bi rekla, ne ravno orodja, ampak vsekakor niso povsem neodvisni pri delu, ki ga opravljajo, pa če je še takšen žar od zadaj, kaj šele tisti, ki ne deluje z žarom, teh je pa tudi veliko, kot vemo, in o tem bo tekla beseda jutri. Mislim, da bo profesor Vezjak naslovil to temo. Hvala za ta akademski vložek današnjemu forumu. Naj povem, tudi mi opozarjamo na veliko povezanost državljanskih spretnosti in medijskih spretnosti, če smem še naprej uporabljati ta termin. Naj spomnim ali pa opozorim na to, da je na forumu pred enim tednom, kjer je tekla beseda o državljanskih spretnosti, eden od govorcev rekel, ja, takšen dogodek, kjer je flancanje ali pa vzgoja sadik ob bok postavljena državljanski spretnosti, to je pa nekaj novega. Se pravi, konkretno, preprosto življenje slehernika vseh nas, pa hkrati pogled stroke, vi ste zdaj to razširili še na pogled tistih, ki odločajo na politični ravni. To je treba doseči, da se pogovarjamo, da povemo, da se slišimo in da objavljamo, če gremo na medijsko pismenost, pozitivne zadeve, ki so preverjene, ampak pozitivne in vzbujajo zaradi tega zaupanje. To je moja replika, če je še kaj v klepetalnici je bilo tudi kar nekaj povedanega, zlasti na to temo pozitivnih novic. Gospa Sonja, jaz še vas izzovem, spet ste bili nagovorjeni mediji, nosilci, pridite k meni. Zdaj so vam že odvzeli tale mikrofon, ampak ženske smo, kaj bi rekla, samostojne, evo, iznajdljive.
Sandra, najlepša hvala za tvoje predavanje. Živjo. Ne vem, kje se vidva, tukaj živjo. Jaz sem uživala v predavanju, ker v bistvu mi kar malo manjka, no, moram reči, da dolgo se nisem uspela poslušati in hvala seveda tudi za te prijazne besede. Jaz bi mogoče sam to rekla, ne, ker jaz seveda nisem hotela iti v vso kritiko medijev, ker pač vse se tudi jaz zavedam, da pač novinarji nosimo svoj delež odgovornosti, ampak vedno pa iščem pač rešitve in pozitivne stvari, ne, in eno od teh je ta, v angleščini se reče solutions journalism, ne, ki se mi zdi zelo pomembno, da bi ga malo mogoče bolj promovirali in predstavljali in uporabljali, ne, se pravi, da res novinarji ne rušimo skozi ministrov, ne, ker ni point, da zrušiš ministra, ampak da spremeniš sistem, ne. Tako da to se mi zdi ključnega pomena. Kar pa se tiče tistega zaupanja, ne, jaz sem tudi v bistvu poznam to raziskavo in so zelo žalostna, ko gledam pač tole, da je pač zaupanje v medije približno na ravni zaupanja družbene omrežja, hkrati pa veliko več časa preživimo na družbenih omrežjih, kot je ta raziskava pokazala. Malo me to laže samo to, ker ti si omenila to raziskavo glede mladih, tam je približno tretjina Gen Z-ov, ki pač mislijo, da je avtoritarni sistem boljši, ne vem pa, kakšen je trend med njimi, ne. Ravno zadnjič sem se pogovarjala z enim Romunom, recimo mladim, ki sem mu to omenila in on kar pač vendarle me to dediščino drugačnega sistema, mogoče ni tako razmišljal, ne, tudi Romunija ni bila tako visoko na tej lestvici, ne, ampak se pa absolutno strinjam, da je tudi naša vloga novinarjev in medijev, da krepimo to zaupanje nazaj in da pač se vsi skupaj zavedamo, tako novinarji, tako mediji, tako gledalci, poslušalci in bralci, ne, kar se tlele vedno omenjalo te pozitivne novice, da pač tako kot je kolega, kot je Aljoša Bagola na začetku povedal, mi smo biološko naravnani tako, oziroma pač biologija in psihologija se tukaj na žalost združita, da rajši beremo in kupujemo slabe novice. Čistko osebno, ne, ko sem se jaz ukvarjala s tem, kakšen medij bi ustanovila, bila seveda ena ideja pozitivne novice, je kolegica rekla, kdo bo to bral, oziroma še bolj, kdo bo to plačeval in kupoval. Namreč, ne, saj veste, ta refleks na avtocesti, ne, gledamo pač nesrečo, ne. To je čisto v malih možganih, ne, da v resnici se mi bolj počutimo, ko vidimo, da je nekomu hudo. Če bi pa skozi spremljali, kako je nekomu drugemu dobro, se pa mi tako dobro ne bi počutili in zato dejansko so mediji, ki objavljajo, mislim, že v 19. stoletju se je začelo s tem trendom kri in solze, ne, tako zelo uspešni, ne. Jaz se strinjam do neke mere z Sandro, da pač je na medijih odgovornost ta pomen prepoznavanja medijske pismenosti in vloge za demokracijo in da začnemo na tem delati, ampak vedno je pa tudi tako, da recimo v resnici lahko delaš sam na sebi, ne moreš ti iti nekomu in mu zapovedati, kaj in kako mora delati, čeprav lahko daješ ta sporočila, seveda, ne. Zato po eni strani mi ne preostane drugega, kot da rečem v resnici, da lahko smo samo mi medijsko pismeni, ne. Mislim, se pravi, mi moramo znati prepoznati medij, ki mu bomo zaupali, ga najti na podlagi tega, kar je bilo povedanega, zaupanja, transparentnosti, kredibilnosti, objavljanja informacij, takšnih in drugačnih zgodb. Jaz pač sem svoje medije izbrala in samo želim si, da boste znali tudi vsi ostali najti take medije. Hvala. Hvala lepa. Ja. A lahko samo še nekaj dodam? Ne, jaz se strinjam s tabo, Sonja. Verjetno ena od raziskav, ki je meni bila najbolj tako, najbolj prizadela, je ta raziskava 2 leti nazaj. V Scienceu so objavili raziskovalci na MIT-u, so v bistvu analizirali, za celo 1 leto so analizirali vse Twitter objave. In so prišli do rezultata, da laž potuje 7-krat hitreje od resnice. In ko ti imaš ta podatek, potem se vprašaš, kako se sploh lahko boriti proti lažem. Skratka, ni to, vsi ti projekti, kako bomo mi s pozitivnimi novicami, ne vem kaj, v bistvu ljudje pripeljali do tega, da, mislim, čisto na koncu, kakšno v bistvu usodo čaka resnico, če se to dogaja. In zdaj oni so naredili tudi psihološke raziskave, zakaj ljudje tako radi delijo tudi take informacije in tako naprej. Ampak spet pravim, Sonja, mediji na nek način morajo vzgojiti svoje občinstvo. In jaz recimo projekt, ki ga ti delaš, vidim v tem, da se lotevaš mladih ljudi, ki jih učiš, kaj je pravo novinarstvo, kako treba delati novinarstvo, in to so tisti ljudje, ki bojo v bistvu socializirani znotraj tega načina, kako
kako sprejemajo medije in kako bojo tudi sami drugim razlagali kaj. To jaz vidim. Skratka, zame je medijska pismenost povezana z enim dolgim procesom. Skratka, ne moreš se ti v parih minutah naučiti, da ti bo nekdo dal nek priročnik, kjer boš gledal, aha, tale objava, to je laž. Ne, to je cel miselni konstrukt, ki ga moraš počasi razvijati, in zato mislim, da je vse inštitucije, ki lahko k temu prispevajo, znotraj izobraževanja ali pa zunaj izobraževanja, vse te inštitucije v bistvu morajo delati z roko v roki. In vsaka inštitucija lahko prispeva nekaj. To se mi zdi ključnega pomena. To zdaj ni rivalstvo, ali bo to delal izobraževalni sistem, ali pa bo to delal. To je projekt celotne družbe. In če družba ta projekt ne ponotranji, ne postane njeno notranje lastništvo, potem nam ni pomoči. Lahko se vzamemo za roke in se uležemo in čakamo, da nas je konec. Mislim, drugega ne vidim. Bravo. Bravo, to je en krasen zaključek. Jaz bi še dodala, naj resnica malo pridobi na kondiciji, da bo hitreje laufala, hitreje kot laž. Ampak Natali ima še en komentar, izvoli. Ja, hvala. Mislim, da se razumemo. Jaz imam zelo rada novinarstvo in občudujem odlične in izjemne novinarke in novinarje. Ločujem pa hkrati tudi med novinarji in med mediji. Spravi, eno je pač hiša, nekaj, kar je usmerjeno k profitu, in nekaj je, kar je pač oseba, ki dela za nekoga. Zdaj, kot se je pokazalo, marsikateri novinar, novinarka, govorim v obeh spolih, sam sebe samocenzurira že vnaprej, ker ve, da določenih vsebin pač ne bo mogel ali mogla spraviti skozi zaradi politike medijske hiše. Spravi, meni se zdi izjemno pomembno, zato sem pa tudi provocirala, da začnemo ljudje razmišljati, kaj se nam v resnici v tem nekem konstruktu realnosti, ki ga imamo, dogaja. In kaj lahko mi sami naredimo. Dejstvo je, da sami ne bomo mogli narediti veliko. Kot je torej, Sonja, mislim, da je urednica časovisa povedala, veliko nekih dobrih narekovaj zgodb so lansirala podjetja, ki jim je v interesu čisti dobiček od zadaj. Recimo, jaz sem prepričana, da bomo, ne vem kdaj, čez 5 let, 10 let, 20, 50, končno dobili realno sliko o tem, kaj pomeni električni avto v današnjem času, ko imamo toliko in toliko odstotkov goriv, ki so nezelena. Zakaj so recimo električni avtomobili dražji od ostalih, čeprav potrebuje manj tehnologije, manj delov itd. Skratka, nekaj je trend, nekaj je politika, nekaj je konstrukt in nekaj smo mi sredi vsega tega izgubljeni. Ampak v bistvu nismo, ker če se postavimo in ustavimo za trenutek, se zelo hitro pokažejo stvari. Si je pa treba vzeti čas. To ne pomeni, da bomo zdaj vsako stvar šli preverjati. Ampak mogoče ne bomo takoj sledili impulzu, deli to zgodbo, ali pa, a si slišala, a si videla, ampak a je to sploh možno, da je res? In potem šele gremo na to 7-kratno delitev lažnih informacij naprej, 7-krat hitrejšo. Toliko, ker pač res novinarstvo je bila moja prva ljubezen, to sem povedala in to ne pomeni, da je ne cenim ali spoštujem, ampak je pa treba, da zadeve predstavimo mogoče v kako drugi kanal ajde. Tako. Ne, se strinjam, ampak sam da in zaključim, ne bom se več oglašala. Jaz ves čas govorim, da v slovenskem medijskem da niso vsi, ki objavljajo, novinarji, in ni vse, kar se tle prodaja za medij. In tisti, ki pa to ločnico jasno naredijo, morajo narediti, so novinarji. Tisti, ki se zakrinkajo za novinarje in opravljajo marsikaj drugega, ne na novinarstvo, niso novinarji. In to je ključnega pomena. Mi se moramo v bistvu vprašati tudi, na kakšen način mi podeljujemo status nekaterim glasilom, da je medij, in nekaterim pišočim, da so novinarji. Ni vsakdo novinar. Super, hvala lepa. Nekaj strastnih novinarjev nas je tukaj. Ne. Prisrčna hvala, dr. Sandra, za vaš prispevek. Hvala vam.
vam, gospa Sonja, Nataliji in vsem statističnemu uradu, Aljoši še prav posebej mu bomo pisali, čeprav danes ni tukaj z nami, ampak v tem trenutku nas pa zanima najbolj, kako se pa stvari razvijajo v regiji. In zdaj vabim kolege iz regije, predstavnika vsake od prej naštetih držav in pa seveda Ano iz CMEPIUS-a, ki bo malce povedala, kaj je bil pravzaprav sploh začetek tega projekta, namen tega projekta in kakšni so dosežki, kakšni so procesi. Zvonka, najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala tudi za povabilo. Tale dogodek je še eden v vrsti dogodkov, kjer mi zelo lepo sodelujemo, zelo intenzivno sodelujemo. Najprej naj samo povem, da hvala lepa gospe Sandri Bašič Hrvatin. Majčkeno sem se vrnila nazaj v svoja študentska leta. Namreč bila sem njena študentka, poslušala sem njena predavanja, že takrat zelo uživala, tako da to mi je bilo zdaj prav en tak povratek malo nazaj v študentska leta, ki so bila zelo fina, luštna. Zdaj pa, da se vrnemo na temo, zaradi katere smo danes tukaj. Moje ime je torej Ana Stanovnik Perčič, prihajam iz CMEPIUS-a. Mi smo sicer tudi nacionalna agencija za program Erasmus+, pa tudi nacionalna podporna točka oziroma nacionalna podporna služba platforme EPALE. EPALE je platforma, ki združuje vse informacije in tudi vse ki delajo na področju izobraževanja odraslih v Evropi. Združevanje je ena taka pomembna točka, sodelovanje, namreč ne sodelujejo samo širše vsi predstavniki, povezujemo se tudi regijsko, pa tudi sicer in tako je en tak rezultat, tale jutrišnji dogodek, pravzaprav pa tale zasedba tukajle. Z mano tukajle danes so predstavniki nacionalnih podpornih služb, bom šla kar po vrsti, Črne Gore, Srbije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Skupaj smo namreč pripravili regijski okvir kompetenc za medijsko pismenost. Začeli smo se pogovarjati, kako bi, mi namreč sodelujemo že precej časa, z tem trenutnim programom pa smo se začeli pogovarjati o tem, kako bi naše sodelovanje še malo poglobili. In smo ugotovili, da nas saj veste, druži veliko nekih zgodovinskih, pa tudi sicer nekih sorodnih povezav. Pripravili smo torej regijski okvir kompetenc za medijsko pismenost. Vsaka država potem posebej je na podlagi tega okvirja pripravila svoj program usposabljanja. Zdaj trenutno potekajo testiranja teh usposabljanj. Jutri bo eno tako testiranje prav tukaj. Tako da toplo vabljeni, da ga spremljate na teh istih povezavah, kakor danes forum. Kasneje pa bomo posebej mi dali ta naš program, ko bo testiran, ko se nam bo zdel primeren za objavo, torej v objavo in v uporabo vam, izobraževalcem odraslih. Zdaj na tem mestu tukaj pa smo se dogovorili, da še vsak od nas pove, v kateri fazi, v kateri točki pa je ta projekt v njihovih državah, in jaz bom kar besedo podajala naprej. Gordana Bošković, Marijana Pantić, Siniša Gatarić, čisto tamle pa Marijo Vučić z Hrvaške, in predajam besedo Gordani. Izvoli, Gordana, hvala. Hvala Ana puno. Ja želim u ime EPALE tima Crne Gore sve da vas srdačno pozdravim i svakako želim da čestitam Zvonki i njenom timu na sjajnoj organizaciji ovog foruma. Također Ana, tebi i tvom EPALE timu na organizaciji 4. modula medijske pismenosti. Mislim da zaista ovi vizuali više govore od samih riječi i posebno bih vam čestitala na izboru gostiju na današnjem forumu. Nekako čini mi se posebno doktorka Zdovc je jako puno govorila o onome što smo mi stavili kao sadržaj našeg regionalnog okvira i mislim da ovaj regionalni okvir i uopšte ova priča o medijskoj pismenosti predstavlja samo jedan od primjera dobre prakse kako se naših 5 zemalja iz regiona umrežavaju kroz EPALE projekat i čini mi se da smo napravili jedan veoma značajan dokument za sve odrasle ljude u ovih 5 zemalja. Što se tiče Crne Gore,
Mi smo nakon izrade ovog medijskog okvira i nakon usaglašavanja 5 modula pošli smo svakako od kritičkog preispitivanja medijskih sadržaja, zatim od uticaja medijskih poruka na kreiranje ličnih i društvenih stavova. Zatim smo imali taj 3. modul koji se tiče slobode govora i mržnje, zapravo mržnje u medijima. I danas evo ovdje povodom manipulacije stereotipa i dezinformacija i na kraju ćemo završiti u Bosni i Hercegovini sa 5. modulom koji se zapravo tiče savremenih medija i tiče se zaštite privatnosti ličnih podataka na mrežama. Nakon usvajanja i nakon zapravo uspostavljanja konsenzusa u okviru ovih 5 zemalja po pitanju regionalnog okvira, Crna Gora je ovaj dokument svakako proslijedila našem Nacionalnom savjetu za obrazovanje da da svoje mišljenje i mi smo dobili pozitivno mišljenje za implementaciju ovog okvira u našoj zemlji, koji nam je bio negdje osnov da pristupimo izradi nacionalnog programa obrazovanja koji je baziran upravo na ovim standardima koje smo uspostavili na nivou regiona. Ovaj dokument, dakle, sam program obrazovanja vezali smo za funkcionalnu pismenost i nazvali smo ga funkcionalna medijska pismenost i on je kao takav ušao u jedan od programa koji se tiču ključnih kompetencija. Program je dobio pozitivno mišljenje od strane Odbora za obrazovanje odraslih i od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje i mi smo već sada negdje u fazi kada se provajderi obrazovanja odraslih licenciraju za implementaciju ovog programa u Crnoj Gori. Mi već imamo interesovanje 2 institucije i negdje već početkom novembra, kada prođe cijela ta procedura licenciranja, kroz EPALE projekat podržat ćemo realizaciju 3 pilot obuke u Crnoj Gori koje će biti u 3 različite regije i negdje vodit ćemo svakako računa da to bude u saradnji sa provajderima obrazovanja odraslih koji budu dobili licencu. Da bi dali negdje svojevrsnu podršku nastavnicima i da bi im olakšali samu realizaciju ovog programa i da bi negdje podigli kvalitet realizacije ovog programa na maksimum, mi smo pripremili jedan za nas veoma važan dokument i neki od autora ovog dokumenta su na moju zapravo radost danas ovdje. Pripremili smo priručnik za nastavnike koji će implementirati ovaj nacionalni program medijske pismenosti. Mislim da ćete, evo vidite sada i naslovnicu tog priručnika. On će biti objavljen do kraja septembra i bit će u punoj upotrebi u onom momentu kada se licenciraju provajderi obrazovanja odraslih za realizaciju ovog programa. Dakle, rekla sam da nam slijede još 3 pilot obuke u 3 različite regije, a ono negdje što nas čeka u posljednjem kvartalu 2024. godine i to je veliki regionalni događaj. Crna Gora će biti domaćin regionalne EPALE konferencije i ona će biti posvećena isključivo medijskoj pismenosti. Negdje naš zadatak će tada biti na osnovu dogovora koji smo uspostavili da svaka od ovih 5 zemalja koje su učestvovale u pripremi ovog regionalnog okvira saopšti svoje iskustva, primjere dobre prakse. I sve ono što smo negdje uspjeli da odradimo za ovih, koliko će to biti, nepune 3 godine od momenta kada smo ušli u ovu regionalnu priču, pa eto, kažem, sve do posljednjeg kvartala 2024. godine. Dakle, ovu priču zaključit ćemo negdje tom regionalnom konferencijom, nakon koje ćemo opet izvući neke zaključke i to će nam, čini mi se, biti kao sam andragoški ciklus, kao taj posljednji vid jedne faze u smislu evaluacije kako bi onda krenuli u jednu potpuno novu fazu kada je u pitanju medijska pismenost. Vjerovatno ćemo osmisliti neke nove aktivnosti koje će biti korak više i od nacionalnog programa, i od priručnika, i od pilot obuka i naravno od uspostavljanja mreže trenera koji će dalje moći da multipliciraju ove obuke. Toliko od mene. Ukoliko imate pitanja, bit ću tu da odgovorim. Jaz bi samo še nekaj povedala, se upravičujem, ker skačem v besedo. Prej sem pozabila povedati. Tekom našega sodelovanja se mi ves čas pogovarjamo vsak v svojem jeziku. Negujemo to našo medkulturnost, te naše jezike. Striktno se ne želimo pogovarjati v angleščini, potrudimo se, da se razumemo. Zato smo tudi danes se tukaj dogovorili, da bo vsak predstavil dogajanje v svojem jeziku. Šele potem, Gordana, ko si začela govoriti, sem se spomnila, da sem to pozabila omeniti. Od tod vsak res povemo nekaj v svojem jeziku. Izvoli, Marijana.
Dobar dan svima, Marijana Pantić iz Epale tima Srbije. Hvala Ana, hvala Zvonka, stvarno je divna organizacija. Hvala i Gordani i da se zahvalim pre svega timu Epale, timu Crne Gore, čija je ovo u stvari bila inicijativa, Epale regionalni okvir kompetencije medijske pismenosti i zaista mislim da je bio jedan primer ilustracija naše inače dobre saradnje. Nadam se da ćemo i dalje sarađivati kada formalno, što kažeš, se završi ovaj andragoški ciklus regionalnom konferencijom u Crnoj Gori. U Srbiji je naravno davno prepoznata ova potreba za medijskom pismenošću i možda neki sistemski ka rešenje su uključivala recimo medijsku pismenost kao deo izbornih predmeta u školama ili različite inicijative su pokušavale da daju predloge za integrisanje ovih tema u okviru obaveznih predmeta, ali naravno korona je ovo dovela u sam vrhunac, to jest stavila na vrh prioriteta i tada su upravo naše drage ekspertkinje, od kojih je jedna danas sa nama Ana Mirković, tokom korone su iskreirale svoje priručnike za medijsku pismenost, 3 ukupno, od kojih je jedan bio za preduniverzitetsko obrazovanje, to jest za nastavnike tih segmenta obrazovanja, za decu iz osnovnih škola i za srednjoškolce. I takođe priručnik za roditelje i priručnik za biznis. Ovo je kreirano u okviru saradnje Evropske unije i Ministarstva kulture i Američke ambasade i isto Ministarstva kulture. Inače, Ana Mirković, koja je danas sa nama, jeste stručnjak u oblasti digitalnih komunikacija i ima svoj institut gde obrazuje različite profile stručnjaka upravo u ovoj oblasti, a naša druga ekspertkinja Maja Zarić radi u Ministarstvu kulture upravo u ovom sektoru za medijsku pismenost i ova Epale inicijativa za priručnikom za medijsku pismenost u obrazovanju odraslih jeste upravo odlična inicijativa da se ta serija kompletira, to jeste da se pokrije i taj deo kojim je potrebna obuka u ovoj oblasti, u medijskoj pismenosti. Naravno, baš smo Ana i ja danas razgovarali kako je upravo nastavnicima potrebna ta obuka, mada je dobro, ja mislim što se tiče našeg priručnika da je usmeren, da je široko usmeren, da nisu samo nastavnici nego i svi odrasli koje zanima ova tema. A šta su naši dalji planovi? Mi smo isto, ja nemam sliku sad da pokažemo, ali mi smo postavili kao resurs na Epale. Isto smo, Ana i Maja su razvile priručnik naš u kojem su tretirale sve teme iz naših 5 modula. I na osnovu priručnika želimo da pokrenemo jednu fokusiraniju obuku tokom sledeće godine koju ćemo baš osmisliti za praktičare u oblasti obrazovanja odraslih. Eto, pa možda ćemo predstaviti, nadam se da ćemo predstaviti prakse na regionalnoj konferenciji onda u Crnoj Gori u decembru 24. ili tako. Eto, toliko. Hvala vam isto ako imate pitanja. Super, evo, lijepo vas pozdravljam. Prije svega, kao što su to i učinile kolegice, zahvala Ani i njenom timu, kao i Zvonki i njenom timu, doista odlična konferencija. Moram reći, drago mi je da smo mi ovdje danas zapravo bili pravi cjeloživotni učenici, jer evo, ja sam učio slovenski i moram priznat već nakon nekih pola sata do sat vremena ide. Tako da, evo, moramo biti primjer nekako ako stalno govorimo o ovoj temi. Za svaku pohvalu, naravno, ova tema je općenito čini se u vremenu ne samo da kažem globalne dostupnosti informacija, nego i brzine proizvodnje informacija postala gotovo pa suštinska ako želimo znati i odgovoriti, posebice kako pripremiti one koji su mlađi i koji još na jedan specifičan način, na potpuno drugim kanalima dolaze do tih informacija i kako te informacije zapravo kvalitetno sažimati i kritički promatrati. U tom kontekstu
trebamo promatrati ono što radimo za odrasle polaznike, dakle, i ne bih rekao samo odrasle polaznike ako mislimo samo oni koji dolaze u naše ustanove, nego možemo reći da su to zapravo, da smo svi mi na neki način odrasli polaznici kad govorimo o medijskoj pismenosti. Hrvatska konceptualno se u ovom dijelu, kada govorimo o operativnoj provedbi, odlučila možda na malo drugačiji način. Dakle, mi smo, nakon što je usvojen naš zajednički okvir, napravili nacionalni program koji je prošao recenzije, sad je trenutačno na prevodu i grafičkom oblikovanju na hrvatskom i engleskom jeziku. Nakon toga je namjera zajedno sa, evo rekao bih, vjernim suradnicama i suradnikom, dakle 4 kolega iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su bili na svim modulima kada govorimo o obuci, provesti jednu pilot provedbu u kojem će agencija jasno pružiti podršku u najvećoj mjeri, posebice kad se tiče ovim organizacijskom dijelu i financijskoj podršci, da probamo to pilotirati. A dugoročno, kako vidimo tu priču, dakle, nije nacionalni program u smislu da je formalni, ostaće još uvijek u sferi neformalnog programa, ali je s druge strane jedna izvrsna prilika kako ustanovama, predstavnicima ustanova koji su ovdje s nama, tako i svima drugima, da jednostavno pišu projekte temeljem tog programa i uključuju veći broj polaznika i zapravo dajemo im, bilo da je to Erasmus ili neki drugi oblik nacionalnih projekata kroz Ministarstvo kulture i druga ministarstva koja financiraju ove aktivnosti, da se omogući da se uključi što veći broj korisnika. I tu bismo nekako mi u ovoj fazi stali. Da li ćemo se do kraja projekta još odlučiti na neki priručnik, to će ovisiti o nekako situaciji i osobama koje bi bile nakon pilotiranja spremne u nekom razumnom roku isproducirati jedan priručnik, ali u svakom slučaju ljepota i zapravo korisnost ove suradnje u tome što ćemo već imati dobre primjere, pa je pitanje da li trebamo raditi to ponovno, nego možemo i kroz e-pale, Bogu hvala, prevesti prilagoditi taj priručnik od bilo koje od zemalja s kojim surađujemo i možda skratiti, ajmo reći, učiti jedni od drugih i skratiti put do cilja. Evo, toliko. Još jedan put hvala. Pa evo, ja koristim priliku da vas pozdravim. Neko ko me ne zna, mislim da se ovdje svi odlično znamo, ja sam Siniša Gatarić, rukovodilac e-pale projekta u Bosni i Hercegovini. Također želim da izrazim zahvalnost Ani i Zdenki na odlično organizovanom događaju i da izrazim jedno stvarno zadovoljstvo za svo ovo druženje kroz koje smo prošli kroz ove module. Evo, ostao je još jedan taj, da kažemo, zadnji modul u Bosni i time ćemo zaokružiti jednu ozbiljnu priču. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, ja ne znam sada kako je u ostalim zemljama, meni je drago ovako kad Marijana kaže da je to u Srbiji riješeno, ali na primjer u Bosni i Hercegovini imamo, pa rekao bi, neka 3 ključna problema kad govorimo o medijskoj pismenosti. Prvi i osnovni ključni problem je odsustvo strategije i nekog strateškog dokumenta koji bi uopšte tu materiju obrađivao. Sljedeća stvar je vezana za provajdere obrazovanja. Samim tim ne postoje nikakve ni smjernice za provajdere obrazovanja koji bi, da kažemo, to znanje prenijeli na učenike. Mi u osnovnim školama praktično imamo 2 predmeta gdje se malo dotiče medijske pismenosti. To je maternji jezik i to je demokratija i ljudska prava, ali to što se u tim programima obrađuje, to je dosta zastarjelo. I naravno, kao treća tačka iz ove prve 2 koje proizilaze, to je odsustva adekvatne i kvalitetne literature. Zato mislim da baš ovaj naš događaj koji rezultira jednim pisanim dokumentom, koji će, kad je u pitanju naša agencija, proći kroz stručni odbor agencije, bit će usvojen i nadam se da će kao rezultat i zaključak tog odbora biti preporuka svim ministarstvima. Mi smo veoma složena država koja ima 12 ministarstava, 10 kantona, 2 entiteta i Brčko distrikt. Znači da će preporuka prema svim tim ministarstvima biti da se, da kažemo, taj dokument primjenjuje. Naravno, mi ćemo kao agencija da stojimo na raspolaganju
u samoj priči vezanoj za sve ovo, ali mislim da smo pogodili prije svega jednu veoma ozbiljnu temu. Zašto ozbiljnu? Pa nije ona sama ozbiljna po sebi zato što ona negdje van života. To je životna tema, mi se sa tim susrećemo, to je jedna od osnovnih vještina koja je potrebna svim ljudima, od najstarijeg do najmlađega u svijetu u kome živimo. Tako da mislim da smo stvarno napravili jedan veliki posao. Želim svima vama da se zahvalim prije svega na jednoj izuzetnoj ozbiljnosti koja je onako, da kažemo, na jedan lagan, nonšalantan način odrađena. Mi smo ovo sve tako lako i fino odradili sa jednim velikim razumijevanjem. Teme su toliko bile pitke, predavači su bili odabrani stvarno tako da ja ne znam gdje sam više uživao. Na svakom događaju stvarno imalo se šta čut, ali to je na takav jedan način prenešeno da nisam izašao smoren i umoran odavde. Zapravo tako bi mi trebali u svojim, da kažemo, sredinama ponuditi ovaj sadržaj, u njemu učestvovati i pokušati ovo po nekoj, da kažemo, po nekoj dubini prenijeti svima onima kojima je ovo potrebno, a sam kažem svakome potrebno. Još jednom hvala vam na svemu, hvala na gostoprimstvu, pa eto vidimo se na 5. modulu kod nas u Bosni i Hercegovini, naravno tu će biti i regionalna konferencija, 7. po redu. Očekujemo da svaki tim od vas ima svoju radionicu. Mislim da ćemo i sa tog događaja otići bogatiji za jedno i druženje i jedno znanje, a samim time, kažem, zaokružit ćemo i ovaj 5. modul koji je Goga već pomenula da je vezan za moderne medije i za sačuvanje podataka. Hvala vam puno. Hvala lepa vsem, torej vidimo se jutri. Zvonka, kakšna zaključna beseda? Hvala lepa. Ti predajam, izvoli. Ja, to sem. Kam greš? Tukajle. Dobro. Ja, nič, jaz se zahvaljujem najprej omizju in izražam eno veselje našega celotnega centra, naše ekipe. Tukaj je treba omeniti še magistro Brigito Kruder, ki je članica slovenske ekipe za medijsko pismenost v okviru EPALE, pa Darjan Novak, ki je tukaj filmar naš, pa ne morem mimo, če Darjana omenim, moram še Francija, ona dva sta nerazdružljiv tim, kar se tiče naših forumov, EPO in vseh drugih dogodkov. Resnično nam je bilo v veselje, da smo tokratni forum EPO lahko združili z mednarodnimi prizadevanji in tako razširili temo. Odlični predavatelji, Sonja, hvala lepa, ker ste še vedno z nami in vsi drugi, ki so morebiti še povezani. Ja, povedano je bilo, ne bom rekla vse, ampak dovolj za to, da lahko razmišljamo in delujemo naprej. V okviru projekta EPO bomo vsekakor že 4. oktobra organiziramo naslednji forum na temo osebnih in medosebnih odnosov, čustvenih tudi spretnosti. Tako da bom zaključila z enim rekom, ki sem ga nekoč v svojem življenju slišala in se mi velikokrat prikrade v glavo. Človek sem in nič človeškega mi ni tuje. Razumete? Ja. In to iskanje človeka v sebi, v drugih ljudeh je bilo prisotno tudi danes, čeprav je bila tema na videz nekoliko drugačna. Bodimo ljudje in razumimo sebe in razumimo druge. Več pa na forumu. Vabljeni. In jutri seveda. Ja, lepo se imejte. Srečno.